Torej, glavni moto ali pa glavno sporočilo te tiskovne konference pa bo nekako odziv na 100 dni vladanja vlade Mira Cerarja. Vlada je sama sprožila precej odzivov tudi zaradi svojega poročila, ki ga je ob 100 dneh vladanja že izdala, čeprav bo 100 dni minilo konec tedna, pa vendarle se mi zdi, da je prav tudi zaradi tega, ker je to poročilo že išlo, da se odzovemo nanj. Kot veste, je si zadala nekatere prioritete, to je uravnoteženje proračuna, krepitev socialne države in pa zagotovitev večje podpore javnosti državi kot taki. Mislim, da bi jih lahko delo vlade v teh 3 mesecih ocenjevali tudi po uspešnosti uresničevanja ravno teh 3 prioritet, ampak nekoliko k temu, nekoliko kasneje. Če bi iskal neko splošno oceno delovanja vlade, na samem začetku bi se skoraj mogel strinjati z oceno, ki jo je dalo slovensko javno mnenje vladi Mira Cerarja, in ta zagotovo ni zadostna. Miro Cerar premier se je soočal najprej z izjemno veliko težavo pri sestavi vladne ekipe, vladnega kabineta, kar je dokaj nenavadno. Lahko rečemo, da je dokaj pričakovano glede na njegovo politično kilometrino, njegovo udeležbo v slovenski politiki, glede na to, da je vodi stranko, ki je skočila v slovenski politični prostor tik pred volitvami, da ni imel ne programske neke zasnove, niti ne kadrovsko podprte svoje politike, svoje ponudbe, in na nek način je bilo pričakovano, so bile pričakovane vse te kadrovske težave, zlasti saga o gospodarskem ministru, od Pfajferja, Petroviča, Koprivca in sedaj do Počivalška, je prav signifikantna za neučinkovitost vlade na področju kadrovanja oziroma popolnjevanja ekipe. Tisto, kar je pa zanimivo, mogoče na drugi strani, ko ocenjujemo delo vlade, pa je, da pa je prijela nekatere ali pa sprejela nekatere ukrepe, ki pa so presenetili slovensko javnost, zlasti kadar je šlo za zamenjavo ključnih ljudi na tako imenovanih represivnih mestih. Nemudoma je zamenjala šefa vojske, pa policije, pa civilno obveščevalne službe, pa vojaško obveščevalne službe, ker je dokaj nenavadno, da že tako zgodaj zamenjaš vse te ključne resorje. Istočasno je veliko energije vložila v, bi temu rekel, poskus politične marginalizacije Janeza Janše, predsednika največje opozicijske stranke. Celo tako daleč je šla vladajoča koalicija, da mu je protiustavno odvzela mandat in podobno. Čeprav je predsednik vlade v času predvolilne kampanje veliko govoril o spoštovanju prava, ustavnosti, zakonitosti, morale v politiki, je ta vlada že na samem začetku naredila kar precej pomembnih prekrškov, kar se tega tiče. Videli smo, recimo, kakšen je njen odnos do ustavnosti pri sprejemanju, neuspešnem sprejemanju predloga zakona o fiskalnem pravilu, ki ga je predlagala Slovenska demokratska stranka v proceduro. Res je, da je vlada pripravila neki svoj predlog, vendar ta predlog je v bistvu antipod pravemu zakonu, izvedbenemu zakonu o fiskalnem pravilu, predvsem zaradi tega, ker omogoča ravno tisto, kar ne bi smelo. To pa je, da potem vlade lahko samovoljno odločijo, v katerih primerih lahko povečajo javni dolg nad dovoljeno mejo. No, pa tudi pri drugih področjih je bila vlada dokaj neuspešna, zlasti pri pogajanju s socialnimi partnerji se je videlo, da ne uživa nekega pričakovanega respekta, spoštovanja socialnih partnerjev, praktično je pokleknila pred sindikati, in mislim, da je tu en od temeljnih razlogov ali pa
izhodišč za to, da je na poti, kot ona sama pravi, pri povečevanju konkurenčnosti Slovenije in pri privabljanju tujih investicij že na samem začetku neuspešna. Torej, pogajanja s sindikati so bila neuspešna, istočasno pa je slabšala neke gospodarske in investicijske pogoje, okoliščine, da bi lahko sploh privabljala tuje investitorje. Ravno v njenem času, pred kakšnim mesecem dni, je bila objavljena anketa, kjer so tuji mediji, tuje inštitucije odsvetovale investicije v Sloveniji zaradi neugodnih davčnih in drugih okoliščin. Na prvem mestu odsvetovanja je bila Grčija, potem Slovenija, potem pa druge države. Torej, zagotovo je to izjemno slaba popotnica za delo in namesto, da bi vlada si prizadevala, da bi izboljšala tovrstno klimo, te pogoje, je istočasno že v tem kratkem času povečevala davke, recimo, ali pa si je upeljevala nove, kot je davek na finančne transakcije, na zavarovalniške pogodbe. Tako kritiziran ZUJF podaljšuje recimo njegovo veljavnost zlasti v tistih točkah, ko govori o 50-odstotni obdavčitvi dohodnine in tako naprej. Vse to so dejavniki, ki zagotovo ne bodo prepričali tujih investitorjev in Slovenija rabi ravno svež tuji denar za ponovni gospodarski zagon. Res je, da so nam nekatere hiše oziroma ena od njih izmerila nekoliko boljšo klimo, boljšo napoved, ampak to je bolj posledica oblikovanja vlade in njene relativno močne podpore v zakonodajnem telesu. Zato je popravila svojo oceno iz poletja, ko še ni bilo jasno, ker je ravno zaradi politične nestabilnosti Slovenija dobila slabšo oceno. Torej, ocena sedaj ni popravljena zaradi izboljšanja dejanskih, boljših gospodarskih in drugih okoliščin, ampak predvsem iz političnega razloga, da je Slovenija končno dobila oblikovano vlado. Zdaj, vlada si je torej zastavila nekako 3 prioritete: v zakonodajni ali pa ponovno večjo zaupanje državljanov v državne inštitucije, o tem bo v naslednjih tednih in mesecih kar veliko govora. Vlada poskuša tudi z nekaterimi novelami na področju zakonodaje, pravosodja zagotoviti večjo učinkovitost in tudi večjo preglednost dela. Bomo videli. Škoda edino to, da se je vlada odločila za kratek postopek sprejemanja te zakonodaje, ki ne bo prava reforma, niti mini reforma, kot poskuša predstaviti resorni minister, ampak bodo dani nekatera dopolnila in še to po kratkem postopku, kar je škoda. Slovenija potrebuje široko, temeljito, poglobljeno in javno širšo razpravo o problemih pravosodja in jaz mislim, da je ravno sprejemanje novega svežnja zakonodaje na tem področju ena taka lepa priložnost, da se tudi ne samo zakonodajni organ, politična stranka, ampak vsa zainteresirana politična javnost na nek način vključi v to razpravo. Ampak očitno temu zaenkrat še ne bo tako. Vlada veliko govori o mladih že v tem času, vendar so njeni prvi ukrepi v bistvu šli v kontrasmer, proti interesom mladih, tudi kar se tiče obdavčenja, dodatnega obdavčenja njihovega dela. Prav tako, ko je poskušala Slovenska demokratska stranka z novelo zakona v delovnih razmerjih preprečiti neplačano volontersko delo, je vladajoča koalicija bila proti temu, kar je zagotovo ukrep, ki ni v prid mladim oziroma nasprotno. Če gledamo celotno situacijo med mladimi, jaz mislim, da se bo eksodus mladih v tujino, ki se je začel lani in nadaljeval letos, nadaljeval tudi poslej pod vlado Mira Cerarja. Torej, kot sem že prej omenil, je pa največje manko ali pa najbolj neuspešna vlada ravno na področju poskusa uravnoteženja javnih financ.
Vlada je zagotovo ve, pozna roke, datume, časovne limite, ki morajo narekovati njeno delo in pa sprejemanje ustreznih dokumentov. Tukaj mislim zlasti na zakon o fiskalnem pravilu, ki bi ga morali sprejeti že konec lanskega leta. Smo več kot eno leto in kakšen mesec že v neustavnem stanju. Vlada je pripravila rebalans proračuna za leto 2014, to je res, vendar je istočasno državo še dodatno zadolžila za 1,1 milijardo evrov. Vse skupaj je primanjkljaj visok 1,2 milijarde evrov in po mojih podatkih že tega denarja zmanjkuje, tako da bo decembra težava pri realizaciji proračuna, pravkar sprejetega rebalansa proračuna za leto 2014. No, še večja težava je rebalans 2015. Ta rebalans, ta akt pa bi že moral sloneti na zakonu o fiskalnem pravilu. Torej se je Slovenija našla oziroma vlada je potisnila Slovenijo v popolnoma neustavno stanje, torej ne spoštujemo 148. člena Ustave Republike Slovenije, ki je določilo, da mora biti tudi proračun za leto 15, torej s 1.1.15 bi morali že ti akti sloneti na zakonu o zlatem fiskalnem pravilu. Pa tega ne bo. Vlada sicer govori, da bo ta zakon sprejela naslednje leto, ampak postavlja se vprašanje legalitete in ustavnosti zakona rebalansa za 2015. Ne? To je kar pomembna stvar. Morda še stavek 2 o črpanju evropskih sredstev. Že na prejšnji tiskovni konferenci sem povedal, da tukaj so velike rezerve za Slovenijo. Vlada se je pohvalila, da Sloveniji gre na bolje, da je prej bila na 20. mestu, zdaj je na 14. mestu po uspešnosti črpanja, vendar tukaj se pač ona ne more pridobivati nekih zaslug za to, ker je analiza bila delana do leta 2013, pa vendarle mislim, da bo morala še veliko storiti ravno na tem področju, da bo bolj motivirala zlasti tiste, ki pripravljajo ustrezne podlage za črpanje evropskih sredstev. Tukaj mislim na uradništvo. Moja kolegica Romana Tomc, evropska poslanka, je nedavno tega obiskala Evropsko komisijo in se konkretno pozanimala pri njih, zakaj države članice tako neuspešno črpajo evropska sredstva in še posebej, zakaj Slovenija slabo črpa evropska sredstva. In dobila odgovor, da zaradi neaktivnosti in neiznajdljivosti slovenskega uradništva. To je kar huda kritika. Jaz se sam spomnim v času naše vlade 2004-2008 smo praktično po seji vlade imeli še eno dodatno sejo vlade, kjer smo ministri sproti ažurno poročali o črpanju evropskih sredstev po posameznih resorjih. To pomeni, da so bili ministri neposredno involvirani v ta sicer naporen proces, ampak vendarle moramo vedeti, da je to eden izmed najbolj čistih razvojnih virov za Slovenijo. In pustiti ta denar nedotaknjen je dvojna napaka. Jaz bi zaključil ta uvodni del s tem, da zagotovo si vladi Mira Cerarja ne bo uspelo povrniti zaupanja državljanov v državo in njene inštitucije, če tudi sama ne uživa dovoljšnega zaupanja v slovenski javnosti. Tudi današnje zadnje ankete kažejo, da je njena podpora izjemno padla. Če bi primerjali podporo po 100 dneh, recimo 2005 vlade Janeza Janše, takrat smo imeli več kot 2/3 podporo v slovenski javnosti, skoraj 70%, primerjavi z 24 ali 30%, ki uživa danes Cerar, je to bistvena razlika. Torej, vlada bo lahko normalno delovala, če uživa dovoljšno legitimnost v javnosti. Ni dovolj samo politična podpora v zakonodajnem telesu, to je nujen pogoj, ni pa seveda zadosten. Zato pričakujemo, da bo vlada z bolj odločno politiko pridobila tudi podporo v slovenski javnosti.
Če bi tako ocenili držo vlade, ne, bi lahko rekli, da jim manjka neka odločnost ali pa sposobnost odločanja skoraj na vseh nivojih. Ljudje imajo vlado ravno zato, da pokaže sposobnost odločanja in ukrepanja v dani situaciji. Ne nazadnje zato politika posebna profesija. Ljudje pričakujejo, da bodo na teh mestih ljudje, ki so se sposobni v dani situaciji optimalno odločiti. To ta vlada doslej ni pokazala. Hvala lepa za pozornost.